Dobrodošli v Showcastu. Z vami sem Petra Kalan in to je edini slovenski podcast, ki ima naslov bolj šokanten od vsebine. Danes je z mano en poseben model, ki je zmagal v bitki talentov. Kar dvakrat nas je že zastopal na Euroviziji. In če rečem, da je pred nama en krasen dan, potem verjetno že veste, da je z mano Umar Nabar. Umar, lepo pozdravljen. Živijo, lepo zdrav, hvala za povabilo. Povej mi, zakaj si tako poseben model? Ne vem, jaz si tako mislim, da smo vsi malo posebni, čeprav po drugi strani ni noben. Pač subjektivno, objektivno. Do tega komada je prišlo po nekem zelo hecnem naključju. Jaz sem v enem nočnem lokalu v Ljubljani par mesecev nazaj naletel na eno punco, luštno, ki se mi je najprej nasmehnila, potem sem se ji nasmehnil nazaj, potem je sama pristopila do mene in sva se začela pogovarjati, meni se je valjda ful dobro zdelo. In sva se malo pač zagovorila in zelo hitro sva prišla iz pogovora na šale in smeh. In po kratkem pogovoru, ko me gleda v oči in se mi smeje, me poboža po obrazu in mi reče, kako si ti poseben model. Me poboža pokroviteljsko, se obrne in gre. Jaz sem se paril za šank, sem rekel, kaj se je zdaj zgodilo, ali da to je malo na ego mi je udarila. Kar šla je. Ampak tako poseben v smislu, malo v izi tako prizadet. Tako si razumel? Mogoče sem malo, ne da sem tako razumel, ampak začutil sem, da me malo pomiluje. Ampak jaz sem se čisto normalno obnašal, ampak pol se je pomilujoče do mene malo obnašala in pol na poti nazaj, stvari sem si pel. Jaz sem poseben model. In preden sem šel spat, sem si to čisto za vsak slučaj posnel. Pa sem se pa zjutraj zbudil, sem rekel, čak, kaj sem že včeraj posnel, da jaz to vidim. In sem videl in sem rekel, da bom jaz en demo naredil. Sem poslal bendu, sem rekel, hudo, da bom naredil komat. Smo šli v studio, smo posneli in rato je komat in videospot in moram reči, da je zelo poseben videospot. Ja, je poseben videospot. Meni se zdi, da je ful dober rad, ki je v bistvu narejen na zelo humoren način. Prikaže me tudi v vlogi nekak igralca, čeprav nisem igralc. Ampak imam vem, da če bi se recimo spravil v igro, da bi lahko kaj naredil. Imam tak občutek. Pa mislim, da je to itak za frontmana neka predispozicija, da ti moraš znati malo igrati. Moraš znati očarati ljudi, moraš znati očarati publiko in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je spot ful dobro. Ok, lepa zgodba. Zdaj so vsakega gosta prosim, da prinese s sabo 2 osebna predmeta, oziroma 3. Prej si mi rekel, da ti si malo poseben, da si 2 predmeta. Ja, jaz sem prinesel sicer, lahko rečem tudi 3 v bistvu. Ja, samo to so zelo majhne stvari. To je moja ura, ki sem si jo kupil za 18. rojstni dan. In še vedno dela. Še zmer dela. 2krat sem baterijo vmes zamenjal, jaz se spomnim, takrat sem si to prav kupil za 18. rojstni dan. In to je bilo moje darilo samemu sebi. In v bistvu si od takrat naprej nisem kupil nobenega darila več, to je bilo še v srednji šoli. In od takrat sem si rekel, da dokler mi bo delala, dokler bo delovala, pač je ne bom zamenil, ker sem na njo navezan, tako in drugače. Lepa mi je, se mi zdi, da mi paše, nikoli me ne izda, 2krat ali pa 3krat v 25 letih sem zamenil baterijo in vse štima, pa v bistvu bila dosti pocena, ampak predvsem je posebna zaradi tega, ker sem si jo sam sebi kupil za rojstni dan. Pa s kakšnim glasbenim honorarjem? Ne, takrat mislim, da sem si to kupil. Upam, da se ne bom zlagal oziroma ne bi se zlagal, ampak sem si kupil to s honorarjem, ki sem ga zaslužil v vaši hiši. To si tudi prej razkril, da si delal tukaj, tako da nisi čist neznanec naše hiše. Ne, v bistvu sem jaz delal tukaj kakšne pol leta, predlagal sem časopise, se pravi neko študentsko delo. 25 let nazaj, ne morem verjeti, 24. Na tekočem traku, so z ostalimi študenti, meni se je zdelo dobro, bilo je sicer neko fizično delo, ampak nekaj sem si rekel, tukaj tudi nekaj narediš zase. In plačanje je bilo, kakor je bilo, jaz sem si lahko takrat s tem nekako prvoščil uro, ker sem si jo ful želel in ta ura je v bistvu z mano že od takrat. In čas gre vse hitreje ali počasneje? Pa meni se zdi, da nekako konstantno laufa, mislim, ne vem, ampak spet, kakor vzameš, po eni strani se mi zdi, da sem že 150 let na svetu, po drugi strani si pa rečem, čak malo. A nisem bil včeraj v srednji šoli, a veš, ne?
Ampak, ne vem, meni je fajn. Ne? Jaz nimam pripomb nad tem, da nisem več najbolj mlad. Še zmeraj se držim, se mi zdi, da sem zdrav, nisem se zapustil, a veš, lase imam še nekako vse, nisem še siv, nisem se še zredil, ali da bi imel ful gube, ali nekako moram potrkati za mati genetiko. Tako da ja, ne bom se pritožil, dokler je tako, je dobro, pa drugače bomo pa videli. Ne? Drugi predmet? Drugi predmet je pa moj prstan. Aha, kar nekaj jih imaš videti. Ja, vsak je sicer nekaj poseben, ampak ta je še posebej poseben. Ne? To je pa prstan, ki je v bistvu bil 1 evro ali pa 2. Nima veze. Ampak sem si ga kupil v Ukrajini, v Kijevu. Na Euroviziji. Ne, na Euroviziji. In takrat sem si rekel, da sem si ga kupil v bistvu za spomin na Eurovizijo. Ne? Ker jaz sem bil v bistvu 2-krat na Euroviziji in jaz sem bil 2-krat na Euroviziji v Ukrajini, v Kijevu. Čisto slučajno, se pravi, vsakič preden sem šel jaz, je zmagala Ukrajina in smo šli seveda potem v Kijev. Nastopati tja in od takrat naprej ga imam, nekateri imajo neke te ponaredke Lord of the Rings, jaz sem pa rekel, to je moj Lord of the Rings. Ampak zdaj, ko je bila ta vojna oziroma še zmeraj traja v Ukrajini, sem si rekel, da to v bistvu sploh ni spomin na Eurovizijo. Ampak na Ukrajino. Verjetno z drugačnimi očmi gledaš to dogajanje tam, glede na to, da si bil v 2 zelo pomembnih življenjskih dogodkih v Kijevu. Ja, mislim, drugače gledam predvsem zaradi tega, ker sta bila to v bistvu 2 dogodka v mojem življenju, ki sta definirala mene kot osebnost in mojo kariero. In s tem moram povedati, da tudi v bistvu na nek način nehote sem si ful potrdil status nekoga, ki ima kontinuiteto, zato ker jaz sem šel najprej leta 2005, potem pa 2017. Se pravi, v 12-letnem razmaku sem šel v bistvu 2-krat na Eurovizijo in sem v bistvu poleg Darje Švajger edini Slovenska, sem šel 2-krat na Eurovizijo. Tako da, kar se tega tiče, se mi zdi, da je to nek, bom rekel, ne toliko dosežek, ampak nek pinpoint. Se pravi, kdo še lahko. Marsikdo ni šel niti enkrat, pa je šel na EMO že 5-krat, 6-krat, 7-krat. Tako da mečken je bilo seveda to pogojen tudi s srečo. Moram pa povedati, da sem predvsem še bolj ponosen na to, da sem bil na Euroviziji 2-krat ne kot izvajalec, ampak v bistvu kot avtor sam svojih skladb. Ker ponavadi je tako, 90% pevcev pač dobi komade od avtorjev, ki so strokovnjaki za to, da napišejo komad za na Eurovizijo oziroma za festival, radio, kakorkoli. Jaz sem v bistvu sam napisal svoje komade, in zaradi tega se meni to zdi ful dober. Bolj kot to, da sem jaz šel kot obraz in glas tja nastopati. Moji možgani so tam ostali. Moje delo mojih možganov je ostalo na Euroviziji, oziroma je del Eurovizije za večno. Tako da to je meni ena taka luštna izkušnja, ki mi je v bistvu še bolj pomembna. Se pravi, to, da sem bil avtor, mi je še bolj pomembno kot to, da sem bil izvajalec. Pa če primerjaš obe izkušnji, kdaj ti je bilo lažje, lepše, prvič, drugič? Lažje pa lepše sta 2 različna pojma. Lažje je bilo ta drugič. To sem imel že izkušnje. Ja, pa ne samo zaradi Eurovizije, ker sem že bil na Euroviziji, ampak je finta o tem, da sem jaz imel 12 let izkušenj špilov. Jaz sem dal 12 let terena skozi. In tukaj in tam in levo in desno in gor in dol in naprej nazaj. Po Evropi sem ful nastopal. Predvsem po, bom rekel, teh evrovizijskih festivalih. In ti evrovizijski festivali ti tudi dajo neko širino zaradi tega, ker v bistvu vsaka država ima, bom rekel, neko svojo publiko, malo se drugače pogovarjajo, malo je drugačna kultura, ampak vsi poznajo pa tvoj komad. No, v glavnem, jaz sem med prvo Eurovizijo pa drugo Eurovizijo imel po moje več kot 1000 špilov, ali pa recimo tam nekje. Govorimo tudi o manjših nastopih, ne vem, kjer sem gostoval za 4 komade pri enem orkestru, to je štejem kot špila. Se pravi, je odrska izkušnja, preko 1000 odrskih izkušenj in zaradi tega lahko rečem, da je bilo ta drugič toliko lažje, da brez veze. Ta prvič sem v bistvu imel ful tremo, čeprav sem jo skrival ful dober. Zdaj, ko pogledam svoj nastop za nazaj, sem rekel, lega tega preddrznega, pogumnega in samozavestnega modela, ampak sem imel hlače tresle, nisem bil čisto ziher, kaj to je, kaj to pomeni. In tak nastop je v bistvu nacionalnega pomena. Sicer je zabavna glasba, to ni resna stvar, ni to zdaj, ampak je pa nekaj, kar se zapiše v zgodovino in tako tvoje države kot največjega festivala na svetu.
In šele potem sem jaz ugotovil, kaj to pomeni vse. Ta drugič sem pa že vedel, kaj to pomeni in je bilo veliko lažje. Moram pa povedati, da mi je bilo ta prvič lepš, zaradi tega, ker je bilo vse novo. In takrat sem bil 23 let star, ta drugič sem bil 35. Takrat že veš, ker si pa 23, ne, pa se ti zdi, da veš, pa v bistvu ne veš čisto točen, ampak bi rad vse zvedel. In najrajši od vsega bi pa naredil tako, ne, da bi bil star 23 let, pa imel 35-letne možgane. To je bila najboljša. To bi bilo pa brez veze. Takrat bi se mi zdi mogoče dosegel še večji uspeh, ampak načeloma jaz sem zadovoljen s tem, da prinosim zaenkrat in mi je fajn. Ne veš pa, kaj bo prihodnost prinesla. Ne, res je, ne vem. Še tretji predmet? Si rekel 2, 3? Ja, zdaj ta tretji predmet pa je v bistvu ta drug prstan, ampak v bistvu zdaj nočem se ven vaditi s tem, da bomo zdaj prstane ven nočno. Recimo, ta ni nič posebenega, ta tudi ni nič posebenega, ta pa je poseben, to pa ta drug. To je pa prstan, ki mi ga je dala v Štuku v Mariboru ena fenica, ki je zadela nagrado, da me bo spoznala v backstageu. In ko je prišla v backstage, ona se je tresla. Ona se je tresla in joka in med kole me gledala. In ni mogla verjeti. In ona je v bistvu v tak prstan ugravirala moje ime. In tukaj noter je v bistvu še zdaj moje ime pa datum, tako da kar se tega tiče, sem si rekel, da kakšen vidiš, slišiš? Kakšen impact sem jaz v bistvu mogel imeti, ne samo na to punco, ampak še na marsikoga, če si naredila prstan, ki si dala moj ime noter ugravirati. A razumeš, ne? In potem, ko so se slikala, ona se je tresla, jaz nisem mogel verjeti, koliko močno je v bistvu ona bila fenica in imela itak plakate in vse plošče in izrezan iz časopisa in potem je to tudi prinesla pokazati. Jaz sem ji dal pa svoj prstan. In ona ga ima tudi še danes. In se zdaj pač ne vidim, ona je iz Prekmurja, ampak si vsake tok si pišala in vsake tok ji napišem, samo tok, da veš, imaš še zmer tvoj prstan. Wow. Kako pa je s temi oboževalkami? Moram priznati, da ko sem se pripravljala na intervju in povedala kolegicam, so rekli, wow, Omar, daj mi avtogram zrihti, tako da po snemanju. Res. Je še vedno tako goreče, kot je bilo 18 let nazaj? To so verjetno takrat je bil en tak medijski boom. Ne, takrat je bilo... Je bilo noro. Ni primerjave. Takrat v bistvu je bilo... tudi za mene na nek način malo nepričakovano, ker se mi je takrat zdelo, da sem jaz ful premalo naredil za to, kar sem dobil v zameno, če me zastopaš. Jaz sem se zavedal svojega potenciala. Jaz sem imel pač vse segmente pokrite za to, da bi lahko postal to, kar sem danes, ampak jaz sem šel takrat na bitko talentov. In jaz sem zmagal na tem, bom rekel, talent showu, med drugimi izvajalci, ki so bili sicer tudi zelo solidni, dobri, jaz sem mečken izstopil na prvem mestu, zaradi tega, ker mi je ime Omar, pa oče je iz Arabije, sem malo mečken, sem ipak poseben, imam tudi ta arabsko barvo glasu, recimo, jaz, ko slišam recimo ostale rojake, recimo, ker grem tja, slišam v svojem glasu to, kar imajo oni, se pravi, je posebna barva, pa ne, da jaz zdaj zase mislim, ampak veš, je neka posebna barva in je, tudi ko slišam svoj komad na radiju, čist vdeleč, to sem pa jaz, ne? A veš, je nek držljaj v vokalu, ki ga slišiš od ljudi, ki so iz teh južnih krajev, ne? In se mi zdi, da me je to nekako peljalo do tega, da sem izstopil iz množica, ne? Se pravim, jaz sem imel nekako vse segmente pokrite, naredil sem premalo za to, kar sem dobil. Jaz sem prišel na bitko talentov, tam sem zmagal, sem predstavil komad, tako je bil ultra hit, dobil sem nastop na EMI in zaradi tega, ker sem dobil nastop na EMI in ker sem imel, bom rekel, zaledje RTV-a oziroma zaledje publike, ki me je izglasovala takrat na EMI za zmagovalca in potem sem šel kar na Eurosong, z 2 komadoma sem jaz bil glavna zvezda v Sloveniji, sem rekel, to sem pa malo premalo naredil. Je šlo prehitro. Prehitro je, pa čisto šlo prehitro. Kako si to handlal takrat? Zelo težko. Jaz v bistvu nisem bil pripravljen na... Veš, na kaj nisem bil pripravljen? Na polena pod noge. Zaradi tega, ker ti, če naenkrat tako na veliko uspeš, in to ni bil samo uspeh, to je bil pristen uspeh.
če me zastopaš. To ni bilo tako, full PR-ja, full enega denarja, full biti zmenen na radijskih postajah, kdo bo kje vrtel, koliko bomo vrteli, dajmo to porin, dajmo to pritisniti, daj se zmeniti za uredniki. Ne. Stari uredniki so to sami pobrali, sami so vzeli in sami so vrteli in sami so hoteli še in sami so pograbili zadevo, zaradi tega, ker je bilo takrat to neki fresh. Vse se je poklopilo. Ne, nekako se je poklopil. Ne. Ampak jaz sem imel, se pravim, tudi takrat neko srečo, ker je bil takrat primanjkljaj mladih moških izvajalcev. Takrat so bili eni 3, 4, pa nič drugega. Takrat je bil recimo Jan Plestenjak, on je bil skoraj edini, potem je bil Domen Kumer, ki tudi ni bil nič rock, pa bil je Rok Kosmač, ki je bil tudi zelo pop, ne, pa Peter Januš, ostalo je bilo pa prazno, nič ni bilo. In pol uleti Omar, stari, nekaj ne. In zaradi tega je bilo to tako mečkan drugače, ne, pa itak sem divjak po srcu, ne. In sem to tudi malo pokazal in v svojih videih in na svojih nastopih. In zaradi tega je pač to šlo zelo hitro in sem to zelo težko handlal, ne. Zelo težko sem pa handlal zaradi tega, ker sem bil v bistvu jaz prej deček z ulice, ne. Neprepoznavan. Ja, jaz sem delal na tekočem traku, tukaj v vaši hiši po 18 letih. Pol delal sem selitve, stari. Stari, prost, ne bom več stari govoril. Ampak to je ta nek medmet, ki se ga ne morem znebiti, že odkar pomnem zase. Pol sem, jaz sem pomival posodo v nekem ljubljanskem lokalu, razumeš, ne? Skozi sem se zavedal svojega potenciala in kaj lahko nastane. Zraven si se pa z glasbo. Ja, seveda. In sem si s tem denarjem kupil opremo, pa kitare, pa strune, pa trzalce, pa pač veršterkerje, bokse in tako naprej. Kukor je pač to šlo, ne? Je bilo pa pol ful hecen, zdaj bom večkrat zamenil temo, pa je bilo pa ful hecen, ker mi je prvič nekdo rekel, ja bi prišel nastopat. Sem rekel, ja bi, veš da. Pa se še nisem zavedal, kaj se je točno zgodilo, to je bilo že po zmagi na Bitki talentov, ne. Ja, kako bi pa računal, sem rekel, ja, ne vem, kako pa jaz vem. In mi je takrat rekel, to so bili še $100, ne. A bo 100,000 v redu? Čak malo, jaz delam za $600, za $600 v tem lokalu, pomivam posodo na uro, ta mi pa ponuja 2-krat več, kot bom jaz v celem mesecu zaslužil v 7-urnem delovniku v 22 dneh. Kaj se dogaja? Ne? In potem se je to kar nekako začelo malo ponavljati, se pravi, da so mi začeli ljudje zelo pisati za nastope in tako naprej. Jaz sem takrat tudi že svoj band, pa tako, in enkrat sem bil malo slabe volje, zaradi tega, ker mi je šlo vse zelo na živce, zelo na hitrico in sem iz neke zlobe nekomu, ki me je klical za nastop, ki me je vprašal za ceno, sem mu rekel, 500,000 hočem. In mi je dal. In rekel mi je potrdil, sem rekel, kva se zdaj to dogaja. V bistvu do takrat sem ful pod ceno nastopal. Ti še dolžni. Ja, ne, a veš, in potem sem gotovo, sem prišel tja, to so se punce drle, to je bilo 1500 ljudi na kupu, bom v detajle šel kdaj drugič, ampak to je bilo noro, ne, in se mi je zdel... Bude, da je vse živo priletelo na oder, ne? Ja, pa še marsikaj, ampak to mogoče niti ni za, bom rekel, v javnost, ampak ja, vse mogoče se je zgodilo, tako da ja, lahko potrdim to, da ni več tako divje, kaj je bilo takrat, ne. Zdaj recimo so na sceno prišli Joker Out, in jaz ful vidim usporednice, ki so se dogajale takrat meni, čeprav so fanti to v bistvu boljši izkoristili kot jaz, zaradi tega, ker oni so ekipa, to je 5 fantov, 5 glav več ve kot ena sama, niso podpisali z nobenim menedžerjem, niso podpisali z nobeno založbo, niso podpisali z nobenim publisherjem, z nobenim bookerjem, oni so sami, oni so samostojni zaradi tega, ker se zavedajo, kakšna je situacija v glasbenem poslu. Jaz sem pa takrat imel pač neko ekipo, se pravi, in založbo, in booking, in management, in bom rekel, publishing, vse te stvari, ki ne bi bile kao po regalcih. Samo ljudje v tej industriji v bistvu sam čakajo na uspeh nekoga, ki se bo zgodil spontano in potem pač od tega živijo. Ne? In jaz vem, da takrat recimo ne mečem nobene slabe luči na hočem reči, ne mečem slabe luči na vse, ampak recimo nekateri so samo čakali, da se bo zgodil, so imeli podpisan, 25% mi ostane, od česarkoli in pač so pobrali 25%, naredili niso pa nič.
Fanti so bili pa tukaj bolj pametni, recimo Joker Out, in so rekli, ne, mi ne bomo pispali z nobenim, nič ne bomo delali, tako da kar se nas tiče, smo sami in sami delamo in sami zase hočemo vse zaradi tega, ker hočemo svoj denar vlagati v svoj brand še naprej. Si njihov fan, Joker Out, greš na koncerte? Itak, bil sem na koncertu. Jaz sem Bojana Peti učil. Skoraj, ne čist, ampak malo sem bil tudi mentor, pa tako. Mi dva imamo en duet celo skupaj in tako naprej. Včeraj je bil pri meni in ful ga spremljam in ful mu prvoščam, ker to si tako močno zasluži kot noben zaradi tega, ker tako garajo fantje, da čist brez veze in sem zelo vesel, da mi je uspel stožice nafilati. Wow, ne morem verjeti. Vsaka čast. Zdaj, prej si omenjal ta polena pod noge, pa to... Se mi zdi, da si vseeno ljubljenec slovenskega občinstva, ampak bili so pa tudi težki trenutki v tvoji karieri. Kako si se pa s tem spopadal? Zdaj v mislih imam tista sodišča pa obtožbe. Kako si takrat to preživel, predelal? Ne vem, jaz v bistvu nisem kaj dost sploh razmišljal o tem, ker pač jaz sem imel čisto vest in oziroma, tako rekel, vedel sem, da si tega nisem zaslužil. In vedel sem, da pač vsak ima malo soli v pameti, da bo nekako vedel, da je to nekaj, kar meni ni treba delati in narediti in tako naprej. Se pravi, mogoče bi si pripisal to, da bi pristopil do kakšne punce, pa jo mogoče malo ogovoril, ampak da bi pa kaj tacga naredil, to pa mislim, da mi res ni treba, ne danes, ne takrat, mi ni bilo treba. Tako da, kar se tega tiče, nisem si niti to tako osebno vzel. Sem vedel, da je pač to ena taka stvar, ki se dogaja zelo ogromno, bom rekel, znanim, slavnim, mladim, naivnim in tako naprej. Recimo, jaz malo spremljam NBA ali pa Premier Ligo, koliko enih fantov je obtoženih tega. Ampak to so fantje, ki jim tega res ni treba. To so fantje, okoli katerih se punce tako noro vrtijo okoli mačke, okoli vrele kaše, da kva bo zdaj njemu to treba. Ampak na eni strani je oportunizem, na drugi strani je mogoče kdaj to tudi res, ker pravijo, da recimo za marsikero stvar, ki dim je tudi ogenj, jaz tudi to verjamem. Ampak da bi bili pa recimo vsi, ki so obtoženi, dejansko krivi, to pa je nemogoče. Se pravi, tega si nisem ne zaslužil in tega si ne bi niti pripisal v ne vem kakšnem stanju in tako je, kot je in to je recimo samo ena od stvari, ki se je zgodila. Ogromno se je zgodilo tudi nekih izkoriščanj. Bil sem zelo naiven takrat, ko sem bil mlad, sem verjel v dobro sveta in v to, da bojo ljudje seveda, če vidijo nekoga, da je genuine, da je pristen, da je dober, da hoče dober, da mu bojo seveda z dobrim tudi pomagali. Nisem pa v bistvu se zavedal vseh pasti, ki so na tej poti, se pravi v bistvu predvsem oportunisti, od menedžerjev do organizatorjev do še ogromnih. Tudi recimo ljudje se takrat okoli tebe sukajo zaradi tega, ker vejo, kaj lahko s tem pridobijo. Ljudje te vidijo s tem pa tem človekom, ki je znan in slaven, se pravi, tudi ti spadaš v ta bracket, v ta predalček in zdaj te ljudje gledajo, ta se pa s tem druži. In tega je bilo takrat ful. In potem, ki je vse skupaj začel mečkaj padati in se umirjati, so te ljudje zginili. Ker v bistvu niso od mene imeli nič več in tako naprej. Tako da, ogromno enih stvari se je zgodilo in lahko rečem, da je ta moja zgodba kar posebna in sem vesel, da sem jo doživel, ker to nima vsak priložnosti. Kako pa si v tistih trenutkih ali pa mogoče še zdaj zbiral prijatelje, partnerke, kako veš, a so tukaj zaradi slave ali prav zaradi tebe? Jaz sem si zelo dolg časa, predolg, zakrival oči in verjel, da ljudje niso taki, kot sem v resnici vedel, da so. Če ne razumeš. Tako bom rekel, spet bom privlekel ven Joker Out. Te fantje so se učili na napakah od vseh nas. Bojan se ni pustil enkrat sankat nategniti ali pa izkoristiti. Zato, ker se je naučil od mene, kako se stvarim ne streže. Naučil se je veliko od mene, naučil se je veliko od Skočerja, naučil se je veliko od Tokca, od Dandi, naučil se je od Tomija ogromen, naučil se je v bistvu od vseh ljudi, s katerimi je on bil dober, zaradi tega, ker je bil na prvem mestu zna z ljudmi, zna očarati, je nadarjen, je priljubljen in nekako smo ga mi, ki smo že bili uspešni, ko je bil on star 18 let, ful sprejeli, wow, hudo, lega, ta pa je pravega materijala, in je v bistvu
bil pri meni 100-krat na obisku in je videl, kaj se počne. Jaz sem mu povedal svoje zgodbe, tam mu je povedal svoje zgodbe, mu je povedal svoje zgodbe, oni so se učili. In zaradi tega so sploh lahko dosegli ta uspeh, ker so se učili na naših napakah. Drugače bi dobili ista polena in padali na istih točkah. Ampak niso, zaradi tega, ker so vedeli, kakšne napake se ne sme ponavljati, kakšnih napak se ne sme ponavljati. In jaz jih občudujem, jaz ne morem sploh verjeti. Ponosen in vesel sem. In če bi jaz recimo takrat imel to pamet, ko imam danes, bi bilo mogoče tudi še marsikaj drugače. Ampak verjetno si ravno zaradi vseh teh napak danes tukaj, kjer si. Ja, zdaj sigurno, boš kmalu glasbeno polnoleten, študij obeležil. Kako se pripravljaš na veliki koncert? V bistvu se pripravljam na fulejnih načinov. Ne? To ni samo tako. Gremo na vaje, zvadimo komade in to je to. Ni tako, ne? V bistvu moraš imeti primeren band, profesionalen band, moraš jih znati voditi, moraš jim znati povedati, kaj od njih želiš. Moraš zbrati take ljudi, ki si to isto želijo, ne samo uspeha, ampak nadaljnega, kontinuiranega sodelovanja. In to mora biti ljudje, ki ne samo, da so tam samo zato, da odigrajo, ampak da verjamejo v projekt, da verjamejo v uspeh in da se poistovetijo s tem, kar počneš. Rabiš v bistvu dobro ekipo, dobrega menedžerja, dobre kolege, ljudi, ki so, bom rekel, dobro namerni, dober PR rabiš. Konec koncev, dober brand management, če me zastopaš, ne, se pravi, dobre grafike, dobre slike, dobrega fotografa in tako naprej. In to moraš vse nekako zbirati in ljudi prepričati, da ima smisel, da se oni oglasijo po dolgih letih na mojem koncertu. Jaz sem vmes počel vse mogoče drugo, ampak zdaj sem pa dejansko prišel do tega, da bi rad obeležil svojih 18 let in moram povedati, da to v bistvu sploh ni zrastel na mojem zelniku. A ne? To je v bistvu zrastel tudi na prvem mestu na zelniku nekoga, ki je v cvetličarni, ne glih zaposlen, ampak ima tam neko visoko funkcijo. Ne? In mi je rekel, Omar, zakaj ne priješ k nam, pa obeležiš, ti si imel fulejnih hitov, ti si imel fulejnih komadov, ti bi to razprodal, daj bomo. A resno, ja, se bomo zmenili, tak ni problem. Hudo, no, in pol sem še rekel, daj bom jaz malo se pozanimal, kaj lahko iz tega naredimo. In je rekel, pa daj poklič na RTV, ti si njihov obraz, daj zihar te bojo pač tudi predvajali, pa tako, oziroma bojo posneli, pa to potem dalo program. Sem rekel, si zihar, poklič, pa sem poklical in je v isti sekundi urednik rekel, ja, valjda ti si naš človek, valjda bomo prenašali, valjda bomo snemali. Wow, ne? Sem rekel, to je pa super zasnova, da res lahko nekaj takega naredimo, kaj sem ogromen potoval, 1 let pa pol sem v Londonu živel. Pardon. Ogromno enih stvari se je dogajalo in v bistvu nisem nastopil samo z bendom, jaz sem nastopil z vsemi mogočimi orkestri, z godalnimi zasedbami, z pihalnimi zasedbami. Trip to Las Vegas smo imeli na koncu, recimo, se pravi, jaz pa Oto Pestner, pa Uroš Perić, pa Tina Gorenjak in to je, smo imeli enih 55-60 koncertov razprodanih od začetka do konca in, a veš, potem se kar mečkeno oddališ od avtorske glasbe in se kar mečkeno oddališ od bendovskega udejstvovanja, ker to je v bistvu ful teži. Ne? Ful je lažje pet komade, ki jih vsi poznajo, ki so svetovni hiti in pa sem kar malo se polenil. Pa se mi je pa ene par stvari zgodilo v življenju in sem rekel, stari, zakaj bi šel po lahki poti? Ne puščaš nobene teže. Ne? In potem v bistvu si samo nekdo, ki poje komade, ki so že nastali. Ne? In sem si izbral težko pot in to je meni velik izziv in se tega zelo veselim. Kako težko pa je v teh časih napisati en tak hit, kot je bil Krasen dan, vse, kar si želiš, je težje verjetno? To je to skoraj nemogoče, ker danes v bistvu ni več to odvisen od glasbe. Malo je še, ampak ne pa to, kot je bilo včasih. Zdaj tako, jaz kot Omar nisem več fresh. Ljudje vejo, kdo sem, kako izgledam, kako pojem, kakšen je moj glas, kakšen slog imam, kakšen stil imam, kaj od mene pričakovati in tako naprej. Tako da v bistvu je to zelo težko in sem zaradi tega tudi majčkeno začel plavati in tavati po raznih slogih. Zaradi tega, ker sem želel spet malo tega freshnessa, ampak zaradi tega, ker sem želel to svežino spet nazaj dobiti, sem se malo zgubil in odplavil ven iz svojega avtentičnega in pristnega sloga. In zaradi tega sem si rekel, da se tega ne grem več in da sem šel samo svoj slog, tako kot se spodob. Recimo, če spremljam skupino Green Day tudi že 25 let, oni imajo skozi isti slog. Oni se malo spremenijo zvočno sliko, spremenijo studio, spremenijo producenta oziroma zamenjajo producenta, ampak to so oni. Ne? In vsi njihovi komadi temeljijo na istih forah, na istih akordih, na istih kitarah, na istih principih aranžmajev, ampak oni filajo štadione stare že 25 let, po celem svetu, kamorkoli grejo.
Ne? In imajo one 3 akorde, s katerimi prepričajo, zaradi tega, ker je ful odvisen od attituda, ful je odvisen od tega, kakšen brand management imaš. Recimo, lahko si ti najboljši pevec na svetu, samo če ti med ljudmi nisi priljubljen kot osebnost, je to ful težje. In jaz pravim, da je na prvem mestu treba biti v resnici ureden človek, dober človek. Se truditi za sebe in druge in za boljši svet in to ljudi najprej prepoznajo. Ali pa mora biti saj neka faca, kot je Robbie Williams, ker ne vemo, kakšen človek je, ki v bistvu je skozi ena maska. Ampak je tak, da ga z veseljem gledamo, malo je klovn, ampak ga še zmeraj resno jemljemo kot glasbenika. Ti moraš biti kot javna oseba na nek način vzor. In ljudje ne gledajo samo to, koliko nekdo fajn poje, pa dobro zgleda ali pa kakorkoli, ampak kako se obnaša, kako reagira, kako komunicira z ljudmi, koliko je priljubljen, kaj govori, kaj sporoča in tako naprej. To je vse v paketu s tem, kaj ti poješ, kaj sporočaš, kakšne komade imaš in tako naprej. Cel paket moraš biti. In to so stvari, ki sem se jih jaz v bistvu majčkeno prepozno začel zavedati, zaradi tega nisem bil pripravljen na to. Jaz sem bil deček z ulice. In jaz nisem bil vzoren nikoli. Razumeš? Ampak meni je to dobro. Pa sem pa v bistvu po neki svoji poti šel do tega, da sem začel razumevati, kako je prav, da sem vzor v tem telesu, ki mi je bilo dano, če me zastopaš. Torej, umar se vrača k sebi. Ja, sigurno. In imam to zelo rad, zelo sem vesel, da sem se odločil, da grem nazaj v svoj pristan slog. To ne pomeni razbijanje, pa vse, kar si želiš, ki je v bistvu je malo razbijanje, ampak to je še zmeraj glasba, to ni samo razbijanje. Rad imam power, rad imam moč, rad imam strast. In predvsem to je tista glavna nit, ki bo mene peljala v novi plošči in od Cvetličarne naprej. Torej, obeta se en strasten power koncert. Sigurno, ja. Počasi sem prišla do konca pogovora. Jaz za konec pripravim vedno 3 naslove o našem gostu, ki bi jih mogoče lahko brali v prihodnje. Tako malo pogledam v prihodnost. Okay. Potem pa pokomentiramo, če je to možno, da bomo brali. Okay? A si pripravljen? Okay. Torej, Omar Naber odhaja v tujino, posnel je hit v arabščini. Danes nisva nič omenila teh tvojih arabskih korenin. Si se kdaj spogledoval s tem? Jaz se z arabščino spogledujem skozi, ker mi je noro hud jezik. To mi je toliko dober in ker svojega fotra slišam govoriti, ali recimo svoje strice, bratrance, pa tudi, ker grem jaz v Jordanijo. Tam, ker imam sorodnike pa družino. In oni vsi, ki pridejo, vejo, da jaz ne znam arabsk. Čeprav razumem marsikaj, razumem ful besed, ampak je to predvsem zaradi tega, ker je oče z mano govoril po arabsko, dokler sem bil star 2 leti, potem je pa obupal. Ne vem zakaj, še danes sem malo jezen nanga, ker če bi z mano ostajal recimo 6, 7, 8 leta, jaz bi bil tekoč v arabščini. In kadar pridem tja, v bistvu vsi začnejo pa zelo prijazno začeti govoriti v angleščini, ker tam znajo vsi angleški, ker je bila to angleška kolonija in to še traje z generacije v generacije, da to vsi znajo, da so vsi v angleščini zelo tekoči. Ampak jaz vsake želim, tahkjarabi. In hočem, da oni govorijo po arabski, zaradi tega, da jaz srkam te besede in da jih v bistvu slišim in da si jih prekličem za nazaj. In oni se pogovarjajo med sabo in mogoče tudi nagovarjajo mene in jaz začnem prepoznavati besede. To pa to pomeni. Šađara. Mi lahko en stavek poveš? Ne vem, kva. Ajde, bom rekel tako. Nahnu bedna roha lakul. Prevod? Prevod, vabim te na večerjo. Wow. Oziroma, pelem te jest. Te prave stavke znaš. Ja, to je recimo samo en od nekih stavkov, ki so v bistvu ne standardni stavki, ampak so sestavljeni iz osnovnih besed, razumeš, ne? Tako da, kar se tega pa bi si upal posneti pesem v arabščini? Ne, to je, mislim, ne znam dovolj. Bi si to želel, ampak ne vem, če bo pravico in kaj bi s tem dosegel. Ne driva me to, ni tako, da bi me, to pa bi. Če bi dobil priložnost, pa če bi imel neko inicijativo od nekoga, da pa to narediti, pa bomo iz tega nekaj naredili. Da bi pa jaz se zdaj sam spravil to mogoče ne. Bi pa sigurno šel enkrat za kakšen mesec ali pa 2, ali pa prav za 2 ali pa 3 mesece, da bi se naučil arab, zato ker imam ful dobro zasnovo, ful stvari razumem.
In jaz sem prepričan, da če bi jaz recimo uspel enkrat v življenju iti tja za 3 mesece, bi prišel v Slovenijo nazaj, tekoče bi govoril arabsko. Sigurno, ker tako mi je blizu, pa itak imam, bom rekel, nek talent za jezike. Zato nekako vsak glasbenik, vsak pevec mečken ima, ker to je slušna stvar in pač besede imajo zelo velikrat tudi, bom rekel, neke podobne korene, kot jih imajo jeziki iz čist drugih kulturoloških skupin. A veš, ker reče recimo, Italijani rečejo pomodori, ne? Arabci rečejo pa bandori. Ne? A veš, še zmeraj obstajajo neke podobnosti, ne? Oziroma bandora, bandora, ne? Ali pa potato, Arabci rečejo batata. Okay. Recimo, ne? Recimo v angleščini, če pogledaš, je sunshine, kaj sončna svetloba, v arabščini je sonce šames. A razumeš? Neki je, ne? In začneš neki usporednice vleči in zelo hitro nazaj prideš še posebej. Če je nekdo, ki je bil tvoj starš, prve 2 leti govoril s tabo v tem prvinskem jeziku svoje matere in valjda to takrat, ko si star 1 leto, 2 leti, srkaš ko goba. Vse, a ne? Ja, in ostane nekje. Tako, ja. Okay, torej, pesmi ne, ampak... V govor bi pa, šel bi za 3-4 mesece enkrat, ja, pa vsaj za 2. No, upam, da ti uspe. Hvala. Potem drugi naslov. Okay. Omar že 3. potuje na Eurovizijo. Je možno, da boš podrl ta slovenski rekord in boš 3-krat zastopal v Sloveniji? Ta bi bila močna, ta bi bila dobra. S tem bi si pa res potrdil status. Moram po pravici povedati, da sem se s to idejo že izpogledoval, valjda, ker to bi bilo pa nekaj, kar pa če nobeno Slovenca ni uspela. Sicer ne računam na to, nikoli ne reci nikoli, ne bi zavrnil take priložnosti, sigurno ne. Lahko pa povem eno zelo zanimivo, ne anekdoto, ampak pač prigodo, ne vem, zdaj. Recimo, še vsakič, ko je zmagala Ukrajina, do lanskega leta, sem šel potem na Eurovizijo jaz. Ne? Lansko leto pa spet Eurovizija, spet Ukrajina zmagala na Euroviziji. Ne? In potem je šel v bistvu nekdo, ki ga dobro poznam, na mest mene. Delček tebe. Ja, ne? In zaradi tega je bilo ful enih vprašanj pred Eurovizijo. Omar, prvič, ki si šel na Eurovizijo, je zmagala pred tabo Ukrajina. Ta drugič, ki si šel spet v Ukrajina, spet Ukrajina zmagala. Zdaj je spet Ukrajina zmagala, a bo šel spet? Rekel. Okay, torej čakamo na novo zmago. Ja, recimo, ampak pa so RTV itak avtomatično zbral Jokerat, ko so si krvavo to zaslužili, ker so pokazali fanti, da vejo, kako se stvari streže in da znajo. In mislim, da je prav, da so šli oni direkt. Ok, še 3. naslov. Okay. Uresničene sanje Omarja Naberja, stopil je na oder s svojim pevskim idolom. Kdo bi to bil? Če bi lahko zbiral katerikoli zvezdnik na svetu, s kom bi stopil na oder? Že preminul ali ne? Ni omejitev. Ni omejitev. Bom tako povedal, če bi recimo nekoga, ki je že preminul, bi rekel, da bi to bil, ne znam se odločiti, Freddie Mercury ali pa Michael Jackson. Okay. Mogoče bolj Michael Jackson. Ker sem pač, jaz, ki sem prvič v življenju slišal Michaela, meni se je na svet odprl in jaz sem takrat rad šele fan muzike. Vse ostalo mi je bilo brez veze pol. Mislim, ni bilo brez veze, ampak jaz sem imel tak fokus na njemu, ker on bil tok poseben in tok in svojim plesom in svojimi gibi in svojo mimiko in svojim izrazom in vokalom in načinom petja in tako naprej. Čist me je prevzel, ne? Šele potem je prišel Freddie Mercury. Če bi me danes vprašal, s kom bi naredil duet, bi rekel mogoče to še Projski. Od teh, ki so premenili. Danes bi pa, če bi imel možnost, z največjim veseljem nastopil s pevcem skupine Green Day. Okay. Jaz jih imam tudi tukaj tetovirane. Ja. In oni so takrat, ko sem jaz poznal njihovo muziko, naredili tako vtis name, da sem se takrat odločil, jaz hočem biti glasbenik. Ampak jaz se nisem odločil, jaz hočem biti glasbenik zato, da me bojo imele punce rade. Ali pa zato, da bom zvezda, ali pa zato, da bom imel ful pozornosti. Ne. Ali pa ne vem, da bom frajer. Ne. Jaz sem rekel, jaz hočem pisati svoje komade. To je moje poslanstvo.
In potem sem začel in najprej sem napisal enih 150 čist bednih komadov, pa mi je po enem 150 ratu en dober, sem rekel, wow, tole pa nisem nikjer ukradel, wow, tole pa avtentično, ne, to je res pristno. Ne morem verjeti, da mi je ratal nekaj, kar sem si ful želel in za kar sem ful delal, ker sem je to kritičen sam do sebe, da brez veze. Ne. Potem dolg časa sem si mislil, a je to sploh možno, a je to sploh lahko naredim, a lahko to dosežem. Nikoli si nisem rekel, to je nemogoče, smo že vse slišali, ampak dolg časa sem vrtel, da sem prišel do svojega izraza, da sem prišel do svojega stila, ki je čist drugačen od čist vseh stilov na svetu. Jaz to tako kot glasbenik vidim, recimo, ne? In to je za moje pojme največja stvar, ki jo lahko kot glasbenik dosežeš. Se pravi, da slišiš svoj zvok svojega vokala, svojih aranžmajev, svojih kitar, svojega načina igranja in rečeš, v eni sekundi, tako kot YouTube, samo slišiš jih in veš, da so oni. Ne, da se je zdaj istoveten z njimi, pa da pravim, da sem na istem nivoju. Imam pa to, da ljudje hitro slišijo, da je to Omar. Ne? In to je ful velik vreden. Ne? To je za moje pojme vreden več, kot to, da imaš ti komercialno ful močno uspešnico. Pa je to uspešnica, recimo, ker zdaj ne veš čisto točno, kdo to sploh poje. Ali ta, ali una, ali tretja, ali četrta, ali 17, ali 20. Več je vreden to, da ta komad sploh ni bil hiter, reči, to je pa Omar. Kdorkoli pač, no, se veš, kaj mislim. No? Ja, vem. In s hiti so prišle tudi oboževalke. Čisto za konec moramo vprašati za prijateljico. Si samski? Ja, zdaj sem trenutno po dolgem času samski. Se mi zdi, da mi je nekako boljš biti samski, zaradi tega, ker se mi, ne vem, nisem mi treba prilagajati nobenemu. Jaz sem mogoče že malo prestar, da bi se na novo začel prilagajati in tole lahko, kar bom povedal, se lahko sliši šovinistično, ne? Čeprav nisem šovinist niti slučajno, ampak mislim, da bi se mogla partnerica meni prilagoditi. Ne? In ne, jaz ne, se ful grdo sliši, se vem, zdaj bom dobil od feministk take šamare, da brez veze, ampak oprost. Jaz ne morem zdaj slediti pravilom nekoga drugega. Ne pravim, da ne nekdo drug sledi pravilom mene, ampak jaz se ne morem in ne bom prilagajal, ker živim po svoje. Jaz imam že neko ustaljeno pot, ta veš. In jaz v zadnjih 2 zvezah so bili skozi neki pogoji, so bili skozi neka pravila. To meni ne paše, ne morem. Sem rajši samski. To pa je ta tvoja arabska kri. Ja, seveda. Redo, Omar, želim ti vse dobro, en čudovit koncert, uspešno kariero in upam, da se še kdaj vidiva. Z največjim veseljem. Hvala za lepe želje. To je bil Šokcast, hvala, da ste bili z nami.